Živijo, dobrodošli spet nazaj na Džunglin kanal, moje ime je Kaja Solo. Danes je ponedeljek, včeraj so bili Oskarji in bilo je zanimivo. Sicer nisem gledala, Oskarjev ne gledam zaradi tega, ker se vedno dogajajo sred noči in enostavno nimam energije to delati. Fun fact, sem enkrat gledala cele Oskarje, to je bilo v srednji šoli, ko je bil Leonardo DiCaprio nominiran za Wolf of Wall Street in pol na koncu sploh ni zmagal. Tako da od takrat naprej ne gledam več Oskarjev. Ampak so pa vseeno zanimivi za pogled nazaj, kaj se je dogajalo in kdo se je zmagal. Zdaj danes ne bom govorila direkt o zmagovalcih, pač pa samo o tistih eventih, ki so letošnje Oskarje najbolj zaznamovali. Ponavadi so na Oskarjih trije nastopi. Različni komadi v glavnem. Letos je nastopil film We Don't Talk About Bruno iz animiranega filma Encanto, ki ga je ustvaril Disney. Dober performance, všeč mi je začetek, vse je v tistih barvah tako v filmu. Komad je full hiter preskočil Let It Go, dejansko je bolj popularen kot Let It Go. Povsod je We Don't Talk About Bruno. Povsod. Jaz si ga skozi pojem, na TikToku je povsod. Je pa ena stvar, ko me na nastopu ni glih najbolj navdušila, druga polovica nastopa. Zaradi tega, ker je res šla stran od dejanske originalne verzije. Mi zdi, da najboljši del komada je Camilo, ta del. In to so izrezali ven in nadomestili z rapom, malo bolj moderno. Ampak, okej, vseeno je bil performance, je bil v redu. Nastop je bil od Beyoncé, Be Alive iz Kralja Richarda, ki je bil film o Venus in Sereni Williams in o njunem očetu. Nisem še gledala filma, priznam, je na moji listi. Ta video, s katerim so stavili ta komad, je res tako čudovit. Všeč so mi te barve, všeč mi je celoten vibe in ta energija. Ampak, seveda, moj najljubši zadnji nastop je bil pa še od Billie Eilish, No Time to Die iz novega Jamesa Bonda. Ali na tale video sem zato lahko fangirlam čez to, najbrž ja, ampak Billie Eilish, njen nastop, celotna njena nova podoba mene totalno navdušuje, ker obe dve imamo zdaj črne lase, okej. Že nastop je bil noro dober, ampak še boljš pa je, ker je dejansko na koncu dobila Oskarja za najboljšo pesem iz filma. Naslednja stvar, ki si jo bomo definitivno zapomnili iz letošnjih Oskarjev, je recimo to, da je dobil nagrado igralec, ki je gluh, to je Troy Kotsur, upam, da sem to prav rekla. Je dobil nagrado za najboljšega stranskega igralca v filmu Coda. Sem gledala ta njegov speech, oziroma ko so mu pač ploskali. Se mi zdi, da je res en pomemben trenutek za vse gluhe ljudi. Pri filmu Coda je pa še ena stvar, ki je res posebna. Glede na to, da je dobil nagrado za najboljši film, je s tem potrdil, da je Apple TV Plus prvi streaming service, se pravi, tako so Netflix, HBO Max in podobno, ki je dobil dejansko Oskarja, ker to se pač do zdaj še ni zgodilo. Naslednja stvar je, da je Ariana DeBose prva odprta queer latino ženska, ki je dobila Oskarja. Tudi to je ena reprezentacija za eno skupnost, ki je v večini ponavadi spregledana. Letos so bili Oskarji res awesome glede tega. Zdaj pa imamo še zadnjo točko, o kateri moramo govoriti. Logično, ne morem iti mimo tega, kaj je naredil Will Smith, ko sta se s Chrisom Rockom skregala. In celoten dogodek lahko opišem pač s tem, da je Chris Rock imel neprimerne šale na račun žene od Willa Smitha. Mogoče nekateri ne veste, žena ima alopecia, se pravi, to je ena bolezen, pri kateri ti izpadajo lasje. Nič takega ni, ampak vseeno je. Očitno je bila to njena šibka točka glede na reakcijo od Willa Smitha in ko se je Chris Rock iz tega zafrkaval, je logično majčken preveč burno reagiral, šel je na oder in mu dal šamar, po domač povedano. V bistvu, če bi se tukaj končalo, bi bilo okej, lej, to je bil en tak joke. Še pa, ko se je prvič zadrl z zelo grdimi besedami, da naj Chris Rock ne govori o njegovi ženi, bi še tudi okej bilo, ampak ko se pa drugič zadere, pa res rata mačken awkward, se res vidi, v kaki stiski sta Will Smith in njegova žena. Se že takrat, ko Chris Rock reče to šalo, se vidi na njene faci ta reakcija, da pač da ji to ni všeč. Na koncu je Will Smith vseeno dobil nagrado za najboljšega igralca, za kar čestitke, obožujem Willa Smitha, by the way, in se je med svojim govorom tudi opravičil in je povedal, zakaj je to naredil in da v bistvu pač mu je žal, da on kot nekdo, ki je izpostavljen javnosti, je lahko žrtev takih šal. S čimer se absolutno 100% strinjam, se mi zdi, da sem bolj na Willovi strani,
Zaradi tega, ker so pač res komentarji glede videza, glede česarkoli, kar mogoče nekdo ni toliko confident, so neprimerni in ne moramo kar vsemu reči, da je šala. Včasih bo pač nekdo užaljen in tek pač je in to je bila njegova reakcija. Med svojim govorom se je toliko iskreno zjokal, da mu iskreno ne moramo zameriti. Bodimo iskreni, a ne? Kakorkoli, to so bili Oskarji 2022, jaz se že zdaj ful veselim za Oskarje 2023. Bojo definitivno novi filmi, novi škandali in novi komadi. To je to za današnji video. Če ti je bil všeč, mu daj en like dol spodaj, se naroči na naš kanal, komentiri tale emoji, če si prilezel do konca in povej mi dol spodaj, če si gledal Oskarje. A gledaš Oskarje? Kako so se ti zdeli letošnji? Lepo se imejte in veliko se smejte. Vidimo se naslednjič. Čau!